Vojaška ladja Triglav se je po 5 letih vrnila v domače morje. Ladja ruske izdelave je po letih prenove zdaj povsem skladna z zahodnimi standardi. Prenovljeni Triglav bo operativen do leta 2040. Do takrat pa naj bi Slovenija začela s postopki za nakup nove vojaške korvete. Jaka Vran. Točno na 33. obletnico ustanovitve 430. mornariškega diviziona so po dolgi in finančno precej zajetni obnovi danes slovesno predstavili večnamensko bojno ladjo Triglav. Ladja je bila odsotna skoraj 5 let, pod črto številka 17 milijonov evrov. Obnova se bolj kot ne skriva v drobovju ladje, je pa Triglav z novo opremo veliko bolj sodoben. Ladja je večnamenska, patruljna ladja. Najprej se bo posadka pričela usposabljati, da pride spet v operativno uporabo. To je načrtovano za to leto. To bomo delali skozi različne vaje, tako doma kot v tujini. Prenova ladje je potekala v 3 etapah na 3 različnih lokacijah v tujini. Začela se je v Trstu, nadaljevala v Turčiji, zaključila pa v Šibeniku. Sprva so zamenjali sisteme za delovanje ladje, v drugi fazi so posodobili navigacijske in satelitske naprave. Pripomočki, ki jih potrebuje krmar, torej radar angle indicator, gyrokompas in brzinomer. V 3. sklopu pa preoborožili ladjo. Največja sprememba je menjava glavnega topa. Ta je bil, tako kot ladja, ruske izdelave, zamenjala ga je sodobna strelska postaja. Znači, izvršena jedna potpuna modernizacija sa bivše istočne tehnologije na najmodernije zapadne sustave. Velika pridobitev pa je tudi nov pontonski pomol, na katerem lahko sedaj vežejo vsa svoja plovila in je namenjen izključno vojski. Prej smo mi kot vojska domovali na živinskem terminalu. Če so ga rabili, smo se mogli umakniti, če je bila prevelika oseka, nismo mogli izpluti, ker je bilo preplitvo. Je pa minister med drugim že napovedal posodobitev flote. Manjšo ladjo Ankaran naj bi zamenjali v 5 letih, kmalu pa tudi začeli s postopkom nabave nove korvete, ki bo zamenjala ladjo Triglav. Ta naj bi ostala v pogonu do leta 2040.